Naš gost. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji in zelo vesel sem, da lahko danes pred našim studijskim mikrofonom gostim sodelavko, s katero se že nekaj let nisva videla, ampak vi jo boste pa zdajle, ko bo spregovorila, ko bo pozdravila, zagotovo prepoznali. Erna Urbanc, dobrodošla in pozdravljena v oddaji Naš gost. Pozdravljen Matjaž, prav tako lepo pozdravljeni vsi naši dragi poslušalci in poslušalke in obenem hvala za povabilo, Matjaž. Ja, radio praznuje 30 let in zato smo se odločili, da te povabimo v studio. Nekaj let te že ni tukaj v naših radijskih prostorih, bila pa si na samem začetku, je tako? Je tako, res je. Bila sem na samem začetku, vztrajala 18 let in pravkar, ko sva stopila v studio, sem pomislila, res 12 let, očitno že res nisem bila tukaj, mogoče na kratko, ampak nikoli še v takšni vlogi kot danes. Ja, bila si na moji strani, recimo, tako, gostila tako. Si druge sogovornike, ne? V Ja. različnih oddajah, tudi v oddajah Naš gost. Tudi v oddajah Naš gost z različnih področji, večinoma so pa bile vseeno to zdravstvene tematike, tiste moje redne, katere sem pripravljala. Ja, ampak če se zdaj vrneva k samemu začetku, kdaj si morda slišala, da nastaja Radio Ognjišče, si se prijavila na audicijo? Bilo je povsem naključno. In sicer v domači župniji sva z možem oba bralca beril in imamo redna izobraževanja za bralce. In enkrat se je zgodilo, da smo po tem rednem izobraževanju bili povabljeni v dvorano župnišča, kjer so nas čakali z nekim tranzistorjem, magnetofonom, ne vem, z eno napravico iz starih časov, sodelavci Radia Ognjišče, nekateri tudi iz Radia Ljubljana. In smo bili povabljeni, da sodelujemo v audiciji, seveda tisti, ki bi nas to zanimalo. Takrat sem se odločila, da poskusim. Nisem bila povsem prepričana, da je to res mogoče moja pot, vendar mi je bilo nekako žal, češ se bom potem očitala, da nisem poskusila, pa dajmo videti. No in res tam smo dobili vsak nekaj za prebrati, so nas posneli in potem smo dobili povratne informacije. Tisti, ki smo ustrezali, smo bili potem povabljeni na izobraževanje. Niti nisem pričakovala, lahko še povem mogoče tako anekdotico, sva se z možem peljala domov z te audicije in se je še tako malo hecal, je rekel, no, pa da vidimo Menči Klančar. Aha. No, mogoče za tiste, ki ne vedo, Menči Klančar je bila iz naših časov napovedovalka. No, tako nisva pričakovala, no, ampak potem se je začela ta pot počasi. Ampak ti si uspela, mož pa ni naredil audicije. Niti ni poskušal. Niti ni poskušal, aha. To v njegovem interesu ni bilo, ne. To je bilo leta 93, 94, se morda spomniš? Tistem letu, ko je radio začel? Tako, ja, radio je spomladi. začel jeseni 94, Ja. mogoče je bilo spomladi, ampak vem, da je bilo zimsko obdobje, to sigurno. Potem je pa kar nekaj časa trajalo, ko smo hodili redno v učilnico, v župnišče in smo se izobraževali. Imeli smo predavanja fonetičarke z Radia Ljubljana, tam je bilo zelo veliko, zelo koristnih informacij, takšnih tudi za vsakodnevno govorjenje in potem tudi, da smo znali pravilno kaj prebrati, posloveniti in tako naprej. Potem sta bili pa dve gospe, Ida Baš in Ajda Kalan. No, in smo bili v dveh različnih skupinah. Pri kateri si bila? Pri Idi Baš. Pri Idi Baš. In kakšna učiteljica je bila, Ida? Zelo zahtevna je bila, to se zelo dobro spomnim, ker nekako tega pristopa nisem bila vajena, ker pač v teku mojega izobraževanja takšnih nastopov in razmišljanja, kako podajati neko vsebino na tak način, kot je Ida pričakovala, nisem osvojila. Je bilo kar naporno, ampak pravzaprav zelo koristno. Nekako ti pokaže smisel govorjenja na radiju oziroma vodenja programa v tej smeri, da
ni pomembno, kako perfektno ti prebereš, res, ja, moraš dobro prebrati, ampak da je zelo pomembno, da zadeve poveš, da jih preneseš tako, kot da s sogovornikom sediš za mizo in tudi, če gre za neko zelo strokovno vsebino, da to ni nekaj naučenega po protokolu, ampak da poveš naravno. In to je tisti težek preskok bil zame. Bila zahtevna, ampak mislim, da nas je dobro naučila oziroma dala smernice za naprej. Tudi pozneje, ko smo že delali na radiju, smo se večkrat tudi z njo potem srečali in je malo pokomentirala kakšno stvar. Sicer pa monsignor Bole je že prej v reviji Ognjišče pisal o tem, da bo radio nastal, da bo začel oddajati. Si to spremljala? Si zasledila to? Ne. Tako da res, bilo je slučajno, ampak sem vesela, da so okoliščine pripeljale do tega. In potem na sam tisti ponedeljek, 28. november, si bila tudi ti tukaj na radiju, ko se je ob 5. popoldne začelo? Ja, tudi. Tako je bilo v programu, takrat je bila Ida in potem je klicala v studio 2 po 2. No, jaz se spomnim dobro, da sem bila takrat z Juretom, še vedno se tega izjemno spominjam in Jure je bil kot vedno zelo zgovoren, on vedno najde prave besede, brez priprave je nekako šel v studio. Jaz sem imela kar veliko treme, se spomnim, tudi spomnim se, katera pesem je bila takrat za napovedati, mislim, da je bila tista Jaz potrebujem več, če se pravilno spomnim. To iz tistih časov, res je. Tako, in sem nekaj v tem smislu, potem eno napoved pesmi smo bili dolžni dati, pa še kakšno vprašanje nam je Ida postavila, tako na kratko. To so bili tisti res prvi koraki. In potem si kako hodila dnevno, tedensko sem? Ja, dnevno ne, jaz nisem nikoli bila prav zaposlena na radiju, sem imela še druge zadeve zraven, tako da, kot nas je Franci razporedil na program, tako smo hodili, nekaj je bilo vodenega programa, se pravi, da si bil zadolžen za potek programa, celo popoldne, pa potem kakšno jutro, nekaj je bilo pa teh tematskih oddaj, za katere smo bili vedno odgovorni, tako kot tudi vi zdaj vsak neke oddaje pripravlja, kaj ne? Ja, k temu se bo še vrnila. Ja. No, ker si omenila pesem Jaz potrebujem več, morda jo tudi zdaj lahko slišimo. Ni treba, da jo napoveš isto, kot si jo pred 30 leti. Kako bi jo napovedala danes? Kako te besede Jaz potrebujem več, recimo danes, nagovorijo? Nagovorijo me v smislu, da je potrebno pogledati življenje z različnih plati in si res osmisliti, kaj počneš in zakaj počneš. Ne gre za to, da boš potreboval nekaj v materialnem smislu več, ampak pravzaprav bi rekla, da razmišljam tako, da potrebujem več glede lastnega razmišljanja o sebi, o drugih, v medčloveških odnosih, v tem smislu, nematerialno. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Naš gost. Danes je pred našim mikrofonom Erna Urbanc, radijska napovedovalka, ki je bila z nami na samem začetku, torej pred 3 desetletji in je potem kar vrsto let bila naša radijska sodelavka. Potem si z leti začela tudi pripravljati ne le voden program, ampak tudi konkretne oddaje, strokovne oddaje, če lahko tako rečem. To so bile tudi zdravstvene tematike, ne? Kako si prišla do tega? Lahko rečem, da je bilo to že dosti na začetku. Se tudi spomnim, da je takrat Franci, urednik, želel imeti spisek oddaj, pravzaprav tematik za naslednje leto, kaj bi obravnavali. In se dobro spomnim, da sem takrat še natipkala, ni bilo še tako računalniško in tako, kaj vse bi obravnavali. Za zdravstvo sem se pa odločila, ker me je to nekako zanimalo. Jaz sem vedno rada pogledala kakšne zdravstvene revije, kaj poslušala. Se mi zdi področje, na katerem lahko pomagaš drugim, sebi, marsikaj je dobro vedeti, tako da sem se potem tega lotila. In
oddaje so bile enkrat mesečno, enourne, če se prav spomnim. Potem smo delali pa še takšne manjše, krajše oddaje, bolj koncentrirane po posameznih segmentih. Lahko se potem še tudi o tem pogovoriva, kaj. Kako si prišla do gostov? Je bilo težko dobiti sogovornike za take enourne oddaje? Niti ne. Od začetka sem dobila nek kontakt, pa se ga zdaj niti ne spomnim dobro, nekega zdravnika, ki je imel, bi rekli, veze oziroma je bil v stiku z dosti drugimi zdravniki in je potem me napotil nanje in so vsi z veseljem pristali. To je en moj splošen vtis. Kogarkoli sem prosila za pogovor, z katerega koli področja zdravstva, vsi so radi sodelovali. Vsi, se dobro spomnim, je ena zdravnica rekla, veste, to je naše poslanstvo. Mi moramo tudi izobraževati. In te oddaje so bile pravzaprav namenjene temu, da se določene teme odprejo, da ljudje nekaj več o njih zvedo, da se vsi skupaj nekaj naučimo, da se neki dvomi razčistijo, tudi v končni fazi, da se neki tabuji podrejo, tako da so bili vsi sogovorniki zelo pripravljeni za sodelovanje. In potem je šlo pa tako, iz tistega začetnega kroga nekaj zdravnikov, ki so bili priporočeni, ki jih je bilo najlažje vprašati, potem dobiš poznanstva naprej. Vsakdo še nekoga pozna, v pogovoru se odprejo neke teme, ki ti dajo idejo, kaj bi se še lahko obravnavalo in tako, da teh tematik pravzaprav res ni nikoli zmanjkalo. Ja, ampak ti si se morala na vse te različne tematike pripraviti, ne? Ja, tudi tukaj je bila pomoč vseh zdravnikov zelo dobrodošla. So priporočali določene revije, literature, poslali članke. Prej smo se nekoliko pogovorili, jaz sem pobrskala po kakšnih revijah, povedala, kaj me zanima, potem pa nekako sproti še pridejo zamisli, kaj bi lahko še obravnavali, kaj bi se še dalo vprašati. Imeli smo tudi klice poslušalcev, tako da to je spet odprlo določena vprašanja. Del oddaje je bil vedno namenjen pogovoru s poslušalci, nasvetom strani zdravnika, tako da je bilo tukaj za temo ni bilo problemov, res ne. No, o tem zadovoljstvu tistih, ki so prišli v studio, si pisala tudi v reviji Prijatelji Radia Ognjišče. Našla sem zapis v letu 2002, torej kako res so zadovoljni ti zdravniki, ne, da so prišli lahko, da so lahko na en tak poljuden način spregovorili o teh tematikah, teh področjih, ki jih pokrivajo. Ne? Ja, lahko povem mogoče zelo pozitivno izkušnjo Ljubljanskega društva za boj proti raku. Poiskali so nas, to ni bilo še prvo leto, ne morem zdaj točno reči, po nekaj letih je prišel njihov predstavnik v naše prostore in smo se dogovorili, da bomo pripravljali kar en niz oddaj, to je potekalo nekaj let, z vseh različnih področji rakastih obolenj. In jim je bilo zelo pomembno, da se spregovori širokemu krogu poslušalcev o boleznih, o katerih, saj veš, Matjaž, ljudje težko govorijo, vzbujajo strah. In smo se trudili s temi zdravniki predstaviti posamezna rakasta obolenja na način, ki bi preprečil pretiran strah. Razumljivo je, da vsaka bolezen prinese stisko, ampak tudi hkrati odgovornost, kako se z njo spopadeš. In tukaj so bili te zdravniki izjemni. Lahko povem, da so to tako srčni ljudje, ki res živijo s svojimi bolniki. In smo tukaj potem razlagali različne zadeve, kako diagnosticirati bolezen, kako potem naprej jo zdraviti, kako to sprejemati, kako družinski člani, vsa ta področja. In lahko za nazaj potem povem, da je ta isti zdravnik, ki je prišel do nas in želel kontakt in oddaje, potem povedal, da je bil zelo
nekako v dvomih, kar malo prestrašen, ko je prišel na naš radio, češ si je predstavljal, da to bo nekaj čudnega, nekaj temačnega, nekaj zaprtega, nekako čisto drug svet, kot ga je poznal izven cerkvenih krogov, bi rekli. In je bil potem povsem navdušen, povsod povedal, kako smo odlični, kako smo odprti, kako se lepo pogovarjamo, kakšen velik prispevek je to bil za celotno to stroko. No in smo celo dobili potem priznanje tega društva za to sodelovanje, za pripravo tolikih oddaj. Koliko let si jih pripravljala, se morda spomniš? Mogoče kakšne 3 leta, sigurno. To so ti oddaje o raku samo? O raku, samo o raku. In vedno je bila druga tema. No, tudi sama sem imela potem, čez leta, to izkušnjo, te bolezni. In lahko rečem, da mi je to zelo pomagalo. Pač vedela sem, kako gledajo na to zdravniki, kako je treba postopati, kako se pravzaprav, kako to sprejeti, kako se lotiti, in zadeva se je dobro izšla. In tudi lahko pohvalim ne samo zdravnike tukaj v studiu, ampak tudi zdravnike na Onkološkem inštitutu. To je odlična ekipa in res poskrbijo za svoje paciente. Seveda pa tukaj, Matjaž, brez molitve ne gre. Ni samo stroka in znanje in profesionalnost, tukaj je na preizkušnji tudi osebna vera. To govoriš iz svoje osebne izkušnje. A ste to tudi v oddaji kdaj povedali? Ne, tega nismo. Vi ste se lotili strokovnega, mi smo se strokovno lotili, čeprav moram pa priznati, lahko tudi to povem, gostila sem tudi psihoonkologinjo, gospo Marijo Vegel-Pirc. Ona je še vedno aktivna v Društvu za boj proti raku in postavila je pravzaprav to društvo na noge, vse kolikor jaz vem, in je zelo veliko delala tudi na duhovnem področju. In z njo sva se dotaknili tudi teh tematik. Kako iz psihične stiske pomagati pacientom. Na tem področju je bila ona zelo, zelo močna. Še vedno jo vidim tu v studiu, kako je govorila s tistim umirjenim pristopom, ki človeka pravzaprav res položi v neko naročje zaupanja in gre lažje skozi to. Tako da to je bil velik prispevek tudi tega društva. Erna, jaz se te spomnim, da si bila na radiju tudi ob ponedeljkih, tudi zvečer, ko je bila oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. Kakšne spomine imaš na ta del programa in na ponedeljkova druženja na radiju? To je bilo pa tudi nekaj posebnega. Takrat velikokrat sva bila skupaj s Francijem, tudi poslušalci so klicali, prebirali smo kakšna pisma. To so lepi spomini, ker takrat res začutiš, kako poslušalci sprejemajo radio. Kako nas imajo radi, oziroma so nas imeli, oziroma zdaj ne vem, o kateri osebi ne govorim. V svoji, v prvi. Ja, tako. Kako te sprejemajo, kako so veseli vsake pobude, vsake novosti. Včasih so tudi povedali kakšno majhno kritiko, ali veliko več je bilo pa pohval. In nekakšnih predlogov, tudi usmeritev za v bodoče, tako da smo skupaj obujali tudi spomine s poslušalci. Večkrat so poklicali, smo tudi potem tam pri tehniku še kakšno rekli po telefonu in so to res taki lepi spomini, ja. Ja, med množico posnetkov v našem arhivu sem našel tudi tvoje zelo zanimive intervjuje, pogovore, ki si jih imela v enem obdobju z veleposlaniki različnih držav, ki so delovali v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Res je, to je bil pa res izziv, ampak če dovoliš, Matjaž, bi se jaz še nekoliko vrnila na zdravstvo. Prosim, ja. Ne smem izpustiti tudi prispevka Cindy. To je bil tudi neko tako sodelovanje. Dr. Jožica Mavčec Zakotnik je bila voditeljica Cindija in je pomagala pripraviti, jaz mislim, da odlične prispevke, kratke,
z namenom spodbujanja poslušalcev k bolj zdravemu življenjskemu slogu. To sva snemali kar tedensko in je bilo dosti pogosto na sporedu. Ona je imela izjemno voljo do tega, da ljudem pomaga, da prebije to razliko med različnimi področji Slovenije na področju zdravstva, kar se tiče ozaveščenosti, zdravega prehranjevanja, gibanja in tako naprej. Izdali so veliko priročnikov in jaz upam, da smo s tem veliko pripomogli tudi za naše poslušalce. Jaz se sama spomnim, to mi je bilo tako pri srcu, da sem potem kar bila neka ambasadorka Cindija tudi v naši družbi, kjerkoli smo se s prijatelji srečavali in tako naprej, sem vedno nekoliko popridigala pa povedala kakšne zadeve, ki so jih medve obravnavali. Tako da to se mi zdi, da je tudi bil en tak zelo pomemben prispevek tega Cindi programa, da so nam omogočili to predstavljati. No in tukaj noter lahko tudi potem še omenim Doro in Svit. Spodbude, pa lahko spet na tem mestu še enkrat povem, tako kot je gospa Zakotnik velikokrat rekla, če ste povabljeni, da oddate vzorec ali greste na mamografijo, odzovite se. To je pomembno, lahko vam reši življenje. Še vedno sem tega prepričanja in tudi midva z možem to izvajava. Ko sva vabljena, vse narediva tako, kot želijo. Ja, vidim, da si ambasadorka Cindi tudi še po več letih, odkar te oddaje ne vodiš več, ne? No, se mi zdi smiselno. Ti je toliko uraslo v tebe, ne? Uraslo v mene in se mi zdi, da je res tudi na nas posameznikih je odgovornost, da skrbimo, da naredimo, kar moramo za svoje zdravje. Pač res je, da zdravstveni sistem ni odličen in vedno se radi pritožujemo in kritiziramo in take stvari, ampak kar pa lahko, je pa prav, da naredimo sami. Poslušate podcast Radia Ognjišče. V našem studiu je Erna Urbanc, naša nekdanja sodelavka. Ja, prejle sem že omenil, da si pripravljala tudi različne pogovore z veleposlaniki. Je bilo to kakšno posebno obdobje, kakšno posebno leto? Ne vem. Ja, to je bilo takrat, ko je šla Slovenija v Evropsko unijo. Ja, takrat. In sem res povabila vse po vrsti, večino, z vsemi je bil pravzaprav pogovor o angleščini, potem smo to tudi prevedli. Vsi so se tudi radi odzvali. Imeli so zelo lepe občutke o Sloveniji, zanimivi so bili te njihovi pogledi na to, kakšna je prednost za posamezne države, ko vstopijo v Evropsko unijo. Z tega vidika smo se veliko pogovarjali. No in tukaj, če te prekinem, Erna, je prišlo v ospredje tudi tvoje znanje angleščine, pa tudi nemščine. Ne nazadnje je prav, da zdaj omeniva, da si profesorica nemščine in angleščine, ne? Ja, ne delam na tem področju, to je res, ampak lahko pa rečem, da so jeziki ena moja velika ljubezen. Že od srednje šole naprej sem se tega res veselila in sem z veseljem študirala angleščino in nemščino. Res. Ampak nikoli potem bila profesorica, učiteljica ali kaj podobnega? Precej sem delala na Delavski univerzi, tako honorarno, poučevala tečajnike, nekaj otrok, pa potem tudi odrasle. Eno leto sem bila pa tudi učiteljica v osnovni šoli in sicer na tisti, na katero sem jaz hodila kot otrok, nadomeščala sem delavko na porodniškem dopustu. Potem so se pa stvari drugače obrnile, sem bila v službi v 2 podjetjih, kjer sem lahko porabila tudi angleščino in nemščino, v drugem podjetju še več nemščine. No, potem sem se pa počasi odločila, ko se je nabralo nekaj več otrok, 3 dekleta smo takrat imeli, da ostanem doma in sem mamica. Pravzaprav je bilo to obdobje, ko se je začel pri nas tudi pojavljati ta delovni čas do pozno popoldne in v podjetju, kjer sem delala, so nekako predvidevali, da bi imeli opoldanski odmor in potem popoldne do 5-6 ure in sva z možem rekla, da to ne bo nekako najbolj sprejemljivo za družino in da imam pač tak poklic,
da lahko še kaj naredim tudi zraven doma na področju prevajanja. In to sem potem tudi delala. Nikoli nisem bila samo mama, samo v narekovajih, ker to je zelo lep poklic in veliko poslanstvo, ne želim sploh podcenjevati, ampak nekako sem še poskrbela zraven, da sem imela nekaj še dela svojega področja, poklicnega, poleg tega pa tudi še kakšen denar prav prišel, da se je še nekaj zaslužilo zraven. Tako da sem v tem obdobju, ko se je radio začel, sem bila pravzaprav jaz doma in zato sem tudi lahko začela z delom na radiju. In se nekako prilagodila potem vse te svoje obveznosti. Spomnim sem, ko si bila na radiju, se vedno tudi nekako imela stik z domačo družino, malce poklicala domov svojih hčere, kako so, če je v šoli vse v redu najbrž in podobno. Bila je tudi prednost, da je z nami živela tudi mama moja, tako da hiša ni bila prazna, tudi če bil mož v službi ali karkoli. In potem so bile na varnem, dekleta so bila na varnem, tako da sem nekje krmarila med tem svojim poklicem, pa veseljem do angleščine, do nemščine. Tudi tukaj na radiju sem to večkrat, ne samo pri veleposlanikih, lahko uporabila. Takrat smo bili še ta generacija, ko mogoče ni bilo znanja pri vsakem človeku toliko, pa tudi ne toliko teh sodobnih orodij, ki jih zdaj vsi uporabljamo. In je bilo treba kdaj prevesti tudi kakšnega drugega gosta in to je bilo zelo, zelo zanimivo. Tudi mislim, da sem intervjuje imela tudi z nekimi, lahko rečem, misionarji, sicer so bili ne katoliški misionarji, ampak pravoslavni, ki so snemali film Jezus. Ta film me je izjemno nagovoril, lahko rečem, še vedno je na koncu tega filma je bila neka molitev, da Jezusu predaš svoje življenje in to midva z možem vsak dan moliva in tudi z družino smo molili. Tako da so te oddaje pustile tudi pečat v našem življenju z tega vidika. No? In tukaj je bila tudi potem angleščina potrebna. Ja. Večkrat si že omenila zdaj vero, morda je ta vera išla iz tvoje osnovne družine, ste bili že v vaši družini, iz katere izhajaš verni in si potem to svojo osebno vero tudi našla in jo gradila naprej? Je tako, bili smo, čeprav ne toliko poglobljeno kot v moževi družini. Tukaj lahko priznam veliko vlogo mojega moža Janka, ki je pa res imel te trdne temelje in sva potem na osnovi tega, kar sem jaz seboj prinesla, lahko skupaj gradila in se spodbujala in pravzaprav skrbela za to, da vera ne zamre. Tudi kar se tiče naše družine, en korak je bil tudi to, da sva se vključila v zakonsko skupino v naši župniji. Že od vsega začetka, tisto leto se nas je poročilo 18 parov. In je takratni župnik povabil prav vse, ko vsakemu je prišel domov in rekel, to je zelo pomembno za vas, poskusite, pojdite na to pot, to prinaša sadove za vaše družine in tako naprej. In smo se res odzvali, nas je bilo kar nekaj od začetka. Potem je bil pa usip, nekaterim to nekako ni odgovarjalo, drugi so se odselili, potem je bilo neko jedro, mogoče 8 parov, smo zelo dolgo vztrajali, potem pa z leti pride tudi smrt. 2 moža od 2 parov sta pokojna, nažalost, tako da zdaj nas je 5 parov, ampak se še vedno srečujemo. Zdaj v nedeljo imamo spet srečanje v naši župniji. Tako da to je bil tudi eden tak zelo pomemben korak. No in še to, če smem dodati, kot zakonska skupina smo tudi hodili letno na duhovne vaje. Smo sami povabili duhovnika, ali je bil to naš domač, ali je nekdo nekoga poznal, nek pater, kakorkoli, poprosili, če gre z nami in so bile to res take lepe izkušnje tudi za naše otroke, da so se nekako skupaj potem tam družili in mi smo imeli tudi lepo druženje in nek napredek korak za korakom. Ne? Si bila tudi skavtinja oziroma si še skavtinja? Otroci so bili skavti. Otroci so bili. Ja, vsa dekleta so bile skavtinje.
tudi skavtske voditeljice. Na osnovi tega, ker smo se starši teh skavtov potem srečevali na teh dogodkih, taborih in pripravah in raznih zadevah, je potem bila pobuda gospe Janice Sečnik, pa dajmo se mi organizirati, pa bomo še mi odrasli skavti. No, in takrat smo se res potem organizirali, naredili skupino, ta skupina še živi, midva z možem nisva več zraven, nekako se je vsega preveč nabralo in ko nekje imaš preveč obveznosti, potem se ne moreš posvečati vsaki stvari posebej in sva rekla, tega ne zmoreva več. Se pa še vedno videvamo tudi s temi prijatelji, ker smo povezani še preko drugih kanalov, tako da ti skavti še živijo. Lahko pa tudi izpostavim in izrazim eno veliko veselje, da so bila dekleta pri skavtih. Mislim, oba z možem sva tega mnenja, da je to zelo pomemben faktor v vzgoji. Zelo pomemben, ker v tem obdobju, ko otroci odraščajo, potrebujejo zgled vrstnikov, potrebujejo neko družbo, s katero se poistovetijo, njihovo mnenje vrstnikov oziroma skavtskih voditeljev, ki so mladi ljudje, jim pomeni več kot mnenje staršev. Vsaj moja je takšna izkušnja. In je to ena velika podpora domači vzgoji. Ne bom rekla, da je tam vse perfektno in da so vsi voditelji odlični, vsi smo ljudje, to je treba tako vzeti, ampak je to velik prispevek, da ti kot starš veš, da je otrok v eni družbi, kjer je duhovna usmeritev, kjer dobi prijatelje, ki lahko ta prijateljstva vztrajajo še potem. To vem iz lastne izkušnje, kako imajo naša dekleta še vedno to družbo skavtskih prijateljev, ki se nadaljuje potem do poroke. Ena od najnih hčera je pravzaprav spoznala moža pri skavtih. Tako. No, in tudi zdaj za vnuke, dva vnuka hodita tudi k skavtom, sva zelo vesela. Se mi zdi, da je to pomembno, res. Tudi z tega vidika, da ko že odrastejo in niso več pri skavtih, je še vedno so to prijateljske naveze, da imajo družbo v nekem takem okolju, katerega si starši želimo. Se vemo, kako je težko, ko spremljaš otroke in te skrbi, kam gredo, s kom gredo. Poslušate podcast Radia Ognjišče. V našem studiu je Erna Urbans, Radio Ognjišče spremljate in seveda oddajo naš gost, in to je glas, ki ste ga kar 18 let poslušali v našem programu. Erna, ampak potem si prišla do neke točke, ko si pa rekla, zdaj pa moram reči ne, ali kako je bilo to? Poslovila si se nekako od tega radijskega dela. V tem obdobju, ko sem ostala doma in sem skrbela za dekleta, delala na radiju, se je ponudila še priložnost, kar bom rekla po pravici iz nekega hobija, sva z možem ustanovila podjetje. In sicer takrat sva gradila v narekovajih, pač izdelovala od osnov neko jadrnico in potrebovala sva določene zadeve, ki se bodo tja not vgradile in tako naprej. Jaz sem imela znanje teh jezikov, nekoliko izkušenj tudi s pomočjo pri enem drugem podjetju s to mednarodno komunikacijo in sva se odločila, poskusiva tako za hobi, mogoče 2-3 artikle, pa bi neko zastopstvo odprli in bi šlo lahko to mogoče kot ena vzporedna zadeva. No, ampak stvar je potem se izkazala, da nekdo, ki nekaj potrebuje še kaj drugega in je treba potem širiti to ponudbo. Tako da smo potem končali na tem, da imamo
en segment nautike in potem še segment filtrov za pitno vodo. Tukaj me pa z področja zdravja spet potem zelo, zelo zanima zadeva. Tako da to dvoje je potem začelo rasti in jaz nisem mogla več na tolikih področjih biti aktivna. Ne moreš pa delati na radiju, če nisi povsem posvečen zadevi in potrebuješ en določen čas in tudi, kako bi rekla, prevladujoče misli v tvoji glavi nekako morajo biti osredotočene na to, kaj boš povedal na radiju, koga boš povabil. Nekako mora se ta film nekje v ozadju vrteti, če želiš, da lahko delaš kvalitetno in res nekaj pametnega potem prineseš na program. Tako da sem se potem počasi odločila, da bo treba zaključiti, ker v firmi pa ni bilo možno, da bi nekoga drugega imeli, pač nekje je bilo treba pripeljati do neke točke. Ampak mikrofon, radio nekako človeku zleze pod kožo, najbrž še tudi tebi. Kdaj še pomisliš oziroma si potem pomislila, da bi kdaj še vendarle sedla pred mikrofon, da bi kdaj bila kot voditeljica, napovedovalka? Ne, to nisem. Je pa res, da ti tako zleze pod kožo, da nekje spremljaš z drugačnimi ušesi. Celoten program, veš tudi, kaj se v zakulisju dogaja, kako pride do nekih pogovorov. Tako da to je zanimivo, to je eno veliko bogastvo. Sem hvaležna radiju, da mi je to omogočil, resnično. Ker s tem delom na radiju pridobiš neke sposobnosti, nekaj se naučiš, česar prej nisi znal, obenem spoznaš ogromno, tako odličnih ljudi, tako zanimivih, spoznaš različna mišljenja, različne vidike, odpre se ti čisto nov svet, tako da to je ena moja velika hvaležnost, tudi do sodelavcev, res, ker lahko rečem, da nikoli nisem čutila, da nisem tukaj zaposlena ali en del tiste, kako bi rekla, najbolj ozke ekipe in tako naprej. Vedno sem imela en zelo, zelo lep občutek priti na radio in vsi pripravljeni za pomoč. Tudi ta znanja, ki jih je bilo treba usvojiti tukaj v studiu za snemanje in vse to zelo, zelo prav pride. Jaz vedno tako gledam v življenju. Veliko različnih stvari sem delala, tudi izven svojega poklica, a ne? Ampak za nobeno mi ni žal. Že kot študentka različne zadeve, potem, kot sva omenila, tudi ta firma ni moj poklic, a ne? Ampak karkoli se kje naučiš, ti nekoč pride prav. In čim več znaš oziroma čim širše obzorje imaš, lahko to že kje uporabiš. Nekdo mi je enkrat rekel, noben plašč ni samo za enkrat obleči. Tako da jaz mislim, da ni s tem nič narobe, tudi če kdaj kaj zamenjaš in greš po drugi poti, je že božja volja. Ampak jaz si predstavljam, da so vse te veščine radijske ti zelo prav prišle tudi, ko si postala babica, ko si recimo prebirala pravljice svojim vnukom. Je bilo kaj tega? Tega pa še je. To pa še zelo, zelo prebiram in zelo z veseljem prebiram. Sploh en vnuček je izjemno navdušen nad knjigami. Prav tak je v naši hiši doma, 2 leti dobri star in prebiram, zelo, zelo prebiram. Tudi poskrbim, če gredo z nama na morje otroci, da imamo zakladnico knjig in potem imamo bralne urice in ja, seveda. Mislim, da je to tudi ena taka lepa popotnica in veliko bogastvo za otroke, da berejo. Ampak nekaj vnukov imava in niso vsi enaki. Tako da nekaj se da privzgojiti, nekaj se da jim, kako bi rekla, posredovati in graditi na tem. Marsikdo pa sploh ni tako zainteresiran, pa ne moreš kaj zelo veliko narediti. Morda pa še kdo od tistih, ki prihaja, ki so na poti, bolj tak talent, ne? Ja, mogoče. Koliko vseh vnukov že imate, oziroma? 7. 8. čakamo prav te dni. Čakam klic, da me hčerka pokliče, ker bova morala
njuno prvo hčerko vzeti v varstvo, da boste šle lahko z možem v porodnišnico. No, in potem se marca še eden napoveduje, tako da jih bo 9. Velika skupinica, ne? Ja, lepo je. Kdaj dobite vse skupaj, vsa družina? Vse, seveda. Ta družinska praznovanja zlasti so zelo pomembna, ker kar tako spotoma se nikoli ne moramo vsi dobiti, ampak zelo pa skrbimo, da smo za Božič, za veliko noč skupaj vsi, pa potem, ko je rojstni dan, zdaj kar malo združujemo. Tisti, ki imajo v 2 mesecih razpona rojstne dneve, pa se naredi neko praznovanje in tega smo vsi veseli, ja. Ja, no zdaj recimo pred nami je advent, ne? Začel se bo prav kmalu, ga na kakšen poseben način zaznamujete pri vas, oziroma vidva z možem ali pa zdaj skupaj s otroki in vnuki? Ja, tako. Pri nas vsaka družina je res samostojna, tako da, kar se teh zadev tiče, da bi prav advent ali pa post ali karkoli skupaj midva spremljala njihovo dogajanje, to ne. Imajo pa vsi recimo adventni venček, tako kot midva, in potem molitev pri adventnem venčku. Absolutno, tudi v postu ima vsakdo neko odpoved, to vedno potem malo še povprašava, se nisva preveč sitna, ampak tako nekako nama povedo, kaj si je kdo zadal za postno odpoved in tako nekako, da midva pa skrbiva za svoje področje in želiva biti na ta način neka luč, nek svetilnik, ker ko otroci odrastejo, gredo od doma ali pa tudi, če so v isti hiši, pač so to svoja skupnost in tukaj vpliva direktnega ukazovanja in tega ni več. To je konec. Lahko samo z nekim pričevanjem, s tem, da ostaneš na poti, ki si jo začrtal, da živiš tako, kot si stalno učil in kot smo skupaj živeli, tako si prizadevava, poveva svoje mnenje in to je to. Zgled pa molitev. Drugega, potem, ko otroci gredo, ni več. Imam pa izkušnjo, da so sadovi. Velikokrat izgleda na začetku, da stvari ne gredo čisto tako, kot si zamislil. Velikokrat. In to je normalno in se tako dogaja. In je treba to sprejeti, ker ni lahko, ampak čez čas se pa vidijo določene zadeve, ki se urejajo, da potem, ko enkrat nekako daš to svojo skrbništvo na stran, potem se stvari odprejo drugače in pridejo na plano tudi neke druge stvari, ki se pokažejo, da so pa dobre in na koncu vidiš, da pravzaprav, kar si sejal, enkrat usklije, no. Samo ljudje smo dosti nepotrpežljivi, vsaj zase lahko tako rečem. Tako, kar si sejal in stalno zalival z molitvijo, ne? To si tudi že nakazala. No, lahko tudi povem, da ta molitev je bila pri nas družinska, zdaj jo midva z možem negujeva tudi vsak dan, pa potem se kampeljeva, pa potreb je veliko, tako da se rožni venci naberejo, kdaj tako spotoma. Imamo tudi molitveno skupino, sicer nekako sva bila midva pobudnika, enkrat, ko smo romali v Medžugorje, tam Marija naroča, da je treba molitvene skupine ustanavljati take čist preproste, ne s kakšnimi voditelji, z nobenimi posebnimi ambicijami, in potem smo nekaj prijateljev, smo se odločili, ja pa bomo, in se mi dobivamo vsaka 2 tedna zvečer in lepo zmolimo en rožen venc, litanije in potem imamo še malo agape in je to eno tako zelo, zelo lepo druženje. Zdaj se nam je tudi naš župnik enkrat pridružil, je rekel, da malo vidim, kako to poteka in je zadovoljen. Se veseli, da nekaj takega v župniji poteka. No. Pa še bi želela povedati, Kurašček je tudi en tak lep, milostni kraj. Tam so vsako soboto Marijine večernice po naročilu Marije očetu Špeliču in to je tudi ena taka preprosta zadeva. Prideva, ko lahko. In sva tam 1 uro pri Mariji, se ji izročiva, malo poprosva, malo pofehtava, malo zahvalva in je to tudi ena taka
lepa pot. No. Tako da se trudva, da na tem področju posredno, tudi za to našo široko družino, kaj več narediva. Ja, zelo vesel sem, draga Erna Urbanc, da sva se danes lahko srečala v studiu po nekaj letih in hvala, da smo te lahko spoznali. Morda te do zdaj pravzaprav poslušalke in poslušalci na tak način, kot so te spoznali danes, še niso imeli priložnosti spoznati. In upam, da bo še kakšna priložnost, da se oglasiš na radiju in da obujamo kakšne stare spomine. Hvala, Matjaž, z veseljem sem prišla in z veseljem se bom še kdaj oglasila, ker je res lepo videti stare prijatelje. Pa en res prisrčen topel pozdrav z veliko zahvalo tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Tako, ja, hvala vsem, ki ste bili z nami v tokratni oddaji Naš gost. Pripravil sem jo Matjaž Merljak, želim vam vse dobro in z Bogom. Naš gost. Naš gost. Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.